Dober dan želim, spoštovani župan občine Sodražica, magister Blaž Milavec, predsednik turističnega društva Sodražica Jože Levstik in poslanec gospod Jože Tanko. Vsi, ki skrbno ohranjate bogato dediščino suhorezbarstva in sejmarstva, rokodelci, obrtniki, podjetniki, nastopajoči obiskovalci, dame in gospodje. Dovolite in v čast mi je, da vas pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe. In da vas pozdravim na tem tržnem dnevu v kraju, ki velja za zibelsko izdelovanje suhe robe. Današnji dan popelje v čase cesarice Marije Terezije, ki je daljnega leta 1751 Sodražici dodelila pravico do prirejanja tedenskih sejmov in v še bolj oddaljene kraje, ko je Sodražica veljala za lokalno središče, v katerem se je trgovalo zlasti z izdelki iz lesa in soljo. V preteklost nas popeljejo tudi prikazi starih obrti, med njimi tudi takih, ki so že skoraj potonile v pozabo. Veseli me, da ste jih ohranili, saj mnoge izmed njih predstavljajo temelj sodobnim oblikam podjetništva, hkrati pa pričajo o bogati preteklosti, o biti tega kraja, o iznajdljivosti, inovativnosti in sposobnosti slovenskega človeka, ki je neizmerna. Zahvaljujem se vam, da ste pripomogli k organizaciji bogatega tržnega, etnološkega, zabavnega, kulturnega pa tudi kulinaričnega in športnega dogajanja, s katerim ste pritegnili tako mlade kot tiste bolj izkušene, da se družijo, izmenjujejo izkušnje, prijazne besede in navdih. Na tem mestu želim izraziti tudi zadovoljstvo, da je vlada v začetku leta sprejela predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, s katerim pojem rokodelstva prvič doslej vstopa v slovenski pravni red. Predlog zakona, ki je v državni proceduri v Državnem zboru, uvaja nujno potrebno sistemsko rešitev prenosa rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, zaščito rokodelcev in rokodelskih izdelkov. Upam, da bo ta zakon prinesel tudi kaj k spodbujanju podjetništva na področju rokodelstva, ki je prava zakladnica slovenske kulturne dediščine. Obseg raznolikih rokodelskih panog na Slovenskem je izjemen, o čemer priča tudi študija, ki jo je skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije s strokovnimi inštitucijami pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. V tej študiji je podrobno opredeljenih in opisanih kar 70 različnih rokodelskih panog. Prav vse med njimi so pomembne z vidika ohranjanja kulturne dediščine, poleg tega pa tudi pozitivno vplivajo na turizem in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na junijski seji predlog zakona obravnavala in ga podprla. Opozorila pa je, da bi bilo v naslednjem zakonodajnem koraku potrebno urediti tudi področje davčnih olajšav za to področje, kot so v preteklosti vedeli že drugi cesarji, ki bi spodbudile interes za upravljanje te tradicionalne dejavnosti. Državni svet prepoznava pomen ohranjanja znanj, veščin in spretnosti, tako za preteklost kot prihodnost, pomen ohranjanja bogastva slovenske kulturne dediščine, katerih rastemo, ter seveda izjemne vloge lesenih izdelkov v času, ko so vse politike usmerjene v trajnost, ko se vsi zavedamo, da je tradicionalni in trajnostni razvoj ključnega pomena za našo prihodnost, če želimo zanamcem pustiti bogastvo narave in biodiverziteto, s katero nam je dano gospodariti. Spoštovani, tudi v prihodnje vam želim mnogo uspehov, še veliko odmevnih in bogatih tržnih dni, danes pa odlično izmenjavo izkušenj in veščin ter predvsem prijetno druženje. Da bo pa to druženje obradilo še več obsega, pa tako kot je že župan napovedal, pridite si v Sevca pogledat na novo odprt kip dr. Janezu Evangelistu Kreku, ki smo ga odprli v četrtek na predvečer tudi našega občinskega praznika. Želim vam uspešno. Hvala lepa.